Kapšek do roke polagati. Menda si že ugotovil, kateri avto vozim, ne? Še kakšno minuto, pa se ustavim, pa malo več povem. To se pravi, kar vidiš za mano, je Suzuki S-Cross. A veš, če si nisi čisto na jasnem, kaj S-Cross je, zato ker z obliko jasno namiguje tudi na to, da mu je teren čisto všeč. Pa če obenem upoštevaš, da Suzuki ponuja v tem velikostnem razredu tudi Vitaro, no ajde, Vitara je malo manjša, 10 cm je krajša. Pa se pa res vprašaš, kaj za hudiča ne bi pa S-Cross pol bil. A veš kaj? S-Cross je križanc v najbolj pravem pomenu besede. Pa mimogrede, ne, ma kar nabit gobec. Daj pogled to. Zdaj pa, preden se razgovorimo točno o tem avtomobilu, bi ti dal za poglodati eno kost. Tako bom rekel, se spomniš, po moje 10 ali pa 15 vlogov nazaj sem predstavil Volva V40 kot eno zadnjih, sicer premijskih opcij, kjer ti lahko dobiš avto, ki je še večinoma, ne pa popolnoma nedigitaliziran. Dobro, če odšteješ digitalne števce stran, je pravzaprav Volvo V40 en tak dost old school avto. Tudi zato, ker je dejansko star. Mislim, mimogrede, so ga že nehali delati, ne? Ampak v tistem trenutku je bil to eden redkih avtomobilov svojega segmenta, ki je še ponujal ene vrste pristop stare šole. S tem ni nič narobe. Pravzaprav sem to pohvalil in sem takrat V40 predlagal kot opcijo za vse tiste, ki težite nad tem, da je čedalje več površin občutljivih na dotik, pa da je čedalje manj pravih gumbov, pa da imate malo poln kufer te digitalizacije, pa tako naprej. No, na drugi strani cenovnega spektruma pa nekaj podobnega ponuja Suzuki S-Cross. Pravzaprav je S-Cross ene vrste absolutna avtomobilska klasika, ampak ponuja tudi ogromen ene tehnike, ki jo pa sodoben kupec zdaj že zahteva. Predvsem pa to naredi za zelo, poudarjam, zelo razumen denar. Pa veš kaj, zdi se mi smiselno, da bi poudaril še kakšno razliko med S-Crossom pa Vitaro. Omenil sem že, da je S-Cross 10 cm večji, da je kabina malo bolj prostorna, to je jasno. Enako velja za prtljažnik. Pa trebušček od Vitare je vsem mečken višji oddaljen od tal, kot pri S-Crossu, ker tukaj je ta številka 17 cm. Pa Vitara recimo ima sistem za spuščanje po strmini, S-Cross ga pa nima. Ampak oba pa združuje, in tukaj moram to poudariti, odličen štirikolesen pogon. Pravzaprav boš v tem segmentu težko najdel avto, ki bi si upal na terenu, pa čeprav blagam, biti toliko predrzen. Ravno zaradi zmogljivosti pogona. Pa dajmo se zdaj lotiti uporabnosti. Mimogrede, do pogona, motorja in teh stvari pridemo malo pozneje. Tole je pa kufer. Glej. Pri kuferju takole, mogoče si boš znal ustvariti malo boljšo sliko, koliko prostoren je. V tem trenutku je noter moj letalski kovček. Na levi in desni strani najdeš dva predala. Pol je pa tukaj še, vidiš, dvojen dno, ki je precej obsežen. Lahko pa to polico seveda tudi umakneš. Tam imaš pol osnovno prostornino malo večjo. Sedeža sta deliva dvotretinsko. Rob je v primeru, da je polica tukaj gor raven. Imamo eno lučko, ne dve. Pa na levi strani tukaj vidiš še en hakelček. Kar se samih materialov pa izdelave tiče, dobro, tukaj bi S-Cross lahko šel kakšno stopnico višje, ampak te stvari so namenoma zdizajnirane tako, da so preproste, pa da zdržijo dolg časa, pa veliko enega uporabniškega matranja. To. Kapšek do roke polagati. Ok, pojmo v drugo vrsto. V uporabniškem smislu zelo priročna zadeva. Ne samo zato, ker je avto malo višji nasajen. Tudi kot odpiranja vrat je razmeroma velik, pa odprtina. Ta je tudi zelo obsežna, zato je ven pa noter tukaj hoditi res lahko. Pa mimogrede, tale avto je opremljen z izredno velikim strešnim oknom. Prvi del se seveda odpre. Kar se pa tiče delovnega prostora. Poglej, tukaj je glavna beseda preprostost. Po eni strani drži, da boš v tej kabini najdel razmeroma veliko trde plastike, ampak je pa fejst uporabna. Poglej, najprej predal tukaj, pa dva cup holderja, še eno odlagališče pred prestavno ročico, tam nad spodaj vidiš dve stikali za gretje sedežev, ki je pravzaprav dvostopenjsko, ročen menjalnik, klasična stikala klimatske naprave, za vse tiste, ki težite, da vam digitalen pristop ni všeč.
evo ti ga na. Pa tudi drugače prostor v drugi vrsti razmeroma velik, sploh za noge pa stopala, v višino bi ga bilo lahko več. Pa pojmo še malo v prvo vrsto. Poglej, tole stikalo bodo cenili vsi tisti, ki bodo iz pogona tega avtomobila želeli iztisniti maksimum. Po eni strani imaš tukaj lock, s tem pravzaprav zakleneš razmerje navora, ki ga avto porazdeli med zadnjo pa sprednjo os in si na terenu ali pa na podlagi, ki je spolzka, lahko učinkovitejši. Poleg pa tukaj še dodatno prilagajanje glede na vozne razmere. Ali povsem samodejno, ker pomeni, da avto dovoliš, da se sam odloča, ali prestaviš na snov, ali pa na sport. Mimogrede, ta avto je opremljen tudi z radarskim tempomatom, katerega delovanje moram pohvaliti. No, pa še pogonski sklop. Ta avto je opremljen z 1,4-litrskim turbobencinskim motorjem, je pa tudi blagi hibrid. Kar pomeni, da elektrika skrbi za glavne električne porabnike, predvsem pa ponuja nekaj malega navora tudi ob speljevanju oziroma pri nižjih hitrostih. Ne bom rekel, da se to ful čut, ampak upoštevi to, da ima ta blagi hibrid v primerjavi s prejšnjo varianto, ki pa ni bila, pa je bil motor enak, 5 coinov manj. Pač regulative, ki zahtevajo znižanje izpustov, so stroge, pa se je Suzuki tudi na ta način prilagodil. Ampak tam manjko 5 konjev se mi zdi, da pač prav v resnici jaz tega manjka sploh ne čutim. Mislim, niti malo. Po drugi strani ti pa ta elektrika pikico pomaga, ne? Da ti da malo tega začetnega puša, ki recimo speleš. Evo. Tako kot ponavadi vas bo zanimala poraba. Na tem področju moram pa S-Crossa pohvaliti. Dobro, zdaj sem sliko avto, obračal sem pa kaj, malo sem se tudi po terenu vozil. Pa potovalca sem pred kratkim resetiral, zato je 7.3 piše na potovalnem računalniku. Drugače pa, če se boš vozil normalno, če ne boš durh na avtocesti, pa če boš kdaj tudi kaj zapel zadaj pa potegnil, ja, poraba vse ne bi smela iti nad, dajmo reči, še 6, 7. Pa umirjena vožnja gladko 6.2, 6.3. Predvsem pa, to je pa največja hvala za motor, deluje zelo zvezno, njegov tek je izredno miren, pa še zelo tih je. Tako da ja, tukaj pri pogonu nimam sploh kaj reči. Ja, načne, za koga pa pol ta avto je? Jaz vedno pravim, in to ne velja samo za S-Crossa, tudi za Vitaro pa konec koncev Swifta. Predvsem za razumnega človeka, ki nekaj da na value for money. Tukaj za 20 pa dobrih 20 jurjev dobiš zelo veliko avtomobila. Po volumnu pa tudi nekaj tehnologije dobiš, ne? Sposobne LED žaromete, radarski tempomat, 4-kolesen pogon pa tako naprej. Ja, načkva, to je to. Jaz ga še kakšen makadam najdeti, zato ker ne moram ga čistega pustiti. To se ne spodob. In to je to za danes. Ajde.